in dobrodošli na predstavitvi knjige Slike in zgodbe. V slikarskem društvu Atelje Bled smo se odločili za organizacijo današnjega dogodka. V organizaciji se je pridružil tudi PNB, kar se največ zahvaljuje gospe Ani Mariji Kunštar. Akademska zbirka je Peštik Lejka s svojim ustvarjanjem razpeta med Bolivijo in Slovenijo se je namreč prijazno odzvala povabilu, da nam svojo čudovito in posebno knjigo svojih slik in zgodb, ki so jih s klikom napisali slovenski in bolivijski pisatelji, predstavi tudi na Bledu. Veseli smo, da je na predstavitev povabila tudi izjemne goste Borisa A. Novaka, Janeza Škofa in Julijano Pečon-Hlebanja, ki bodo svojim izvajanjem današnji večer še dodatno obogatili. V imenu slikarskega društva Atelje Bled se Ejti in gostom zahvaljujem pa se tudi vsem, ki ste prišli na ta enkratni dogodek. Poglejmo in poslušajmo. Čaka nas lep večer. Na oder vabim Julijano Pečon-Hlebanja, prebrala bo zgodbo Oskarja Barberija, ki je bila inspiracija za to knjigo. Vse sobe se vdajajo, zato šolske naloge pišem za mizico ob teti Rosi, ki je hkrati moja teta in nadomestna mama. Ker pravi nisem nikoli spoznala. Ko gostje vstopajo, zakopljem glavo med knjige in odvignem šele tetaj, ko izginejo po hodniku. Potem odmaknem pogled od knjig in naletim na pogled tete Rose in na njeno ogromno telo. Povzame druge ključe in čaka naslednje goste. Tako obsedi, se igra s ključi in me opazuje. Ni treba spregovoriti, saj v mislih zaslišim njen grmeči glas. Mala, si videla par, ki je vstopil? Si opazila? No, da veš, ljubezen ni drugega kot to, pijani moški, ženske, ki se smejijo za denar, razmetane in smrdljive sobe, umazane rjuhe, ki jih je treba naslednji dan oprati. Le uči se, punčka, uči se, kajti ni ljubezni očarljivih kraljevičev in življenje je težko. Mislim, da nikoli ni bilo očarljivega kraljeviča za mojo teto Roso. Življenje je mogoče, res težko, toda ljubezen je in kljub temu, kar pravi moja teta Rosa, kljub njenemu orjaškemu telesu in njenim grobim, zagrnjenim kretnjem, jo imam rada. Bravo. Dobar večer, hvala lepa vsem, ki ste prišli. Tale knjiga se je porodila pravzaprav, ker jaz sem imel eno razstavo v Buenos Airesu, pa se mi je zdelo, da bi mogoče dobro, da bi kakšen pisatelj ali pa nekakšen zelo končni kritik napisal uvod za moj katalog. In potem se je Oscar Barberij zbral tole sliko in je napisal to štorijo, ki je Julijana, hvala ti lepa, glihkar prebrala. In zame je bilo to popolno presenečenje, zato ker da nekdo vidi v eni sliki, ki sem jo jaz normalno, ki je neka ženska na rdečem in ima ključe v rok, da je celo to štorijo zad videl, se mi je zdelo neverjetno. In tako se je smo zdaj že stari, pred 25 leti, približno, če ne še več, rodila ta ideja, da bi bilo fajn, pravzaprav dati pisatelju moje slike in da bi potem na sliko napisali eno zgodbo. V bistvu zmeri okoli obrnem, kakor je navada, zato ker slikari moramo tako zmeri ilustrirati, kar pač drugi napišejo in zato je bila v bistvu to ni bila lahka na policiji, da moram vse priznati. In ni bila lahka naloga si predstavljam za pisatelj, ampak zadeva je tako okrog obrnjena in prvo sem zaprosil v Boliviji pisatelje, poslal sem jih in takole zanče rekla Agata Tomažič, da sem poslal slovenskim pisateljem 103 slike in potem so si med temi slikami zbrali vsak
svojo zgodbo. In prvo so napisali bolivijski pisatelji, je šla z Boliviji ta knjiga s 15 avtorji in potem je padlo v glavo, da bi mogoče bilo fajn, da bi to naredili tudi v Sloveniji. Potem je mladinska knjiga Nela Malečkar, založnica, za to idejo zagrabila. V bistvu sem jaz prosil slovenske pisatelje in je nastala zdaj ta knjiga, kjer je 30 slik in 30 zgodb. Zdaj pa naslednjo, če lahko samo še to, da povem. Zdaj moram malo se takole okoli obrniti. Čakajte, takole se moram malo okoli obrniti. Tale slika je edina slika, to je Suzana in dva starca, ki sta si jo dva avtorja zbrala. Drugače vsak avtor, tako med bolivijskimi kot med slovenskimi, vsak si je zbral samo eno sliko, tako da se nikoli niso prekrižale. In tale slika ima pa dva avtorja, to se pravi žensko avtorico in moškega avtorja, to boste tako v knjigi videli, in ta je pravzaprav edina, kjer se dve štorije prekrižata. Kar naslednjo prosim. To je ena slika, ki se mi je zdala ime Penelope, ki sem jo namalil takrat, ko sem po 20 letih v Boliviji spet imel razstavo v Sloveniji. In to je bilo tisto čakanje, da bo enkrat pač spet razstava prišla. Vse slike, ki so jih pisatelji dobili, niso imeli nobenega naslova, tako da ni bilo nobene sugerence, kaj naj bi napisali. Naslednjo. To je ena vesela vdova. Take slike človek nikoli ne proda, zato ker je noben nikoli nič doma. To je pa zadnja večerja. Zadnja večerja je take vrste motiv, ki jo jaz sem velikrat namalil, tudi velikrat po naročilu in pravzaprav so pač različne variante tega Kristusa, ki recimo v tem primeru so ta njegov nauk, da bi se ob vinu njega spominjali, mogoče malo narobe razumeli. Ta pa druga varianta, a so že vsi šli, ali pa nikoli nobenega ni bilo. Odmiza so. Zdaj pa govori sprosim. Vidimo, da so te podobe etiških izjemno ekspresivne, izrazno močne, tople po barvah, zelo čustvene, nas nagovarjajo, nam približajo neke spomine, tako kot denimo ta prva podoba ženske s ključem. Se spomnim ena izmed svojih babic, ki je bila izjemno močna osebnost in v bistvu matriarhinja družine, da je imela ključe. In podobno domnevam, da je bilo tudi med tvojimi prednicami v blejski družini Vok, ki so jo ženske trdno držale, ko so postavile tudi seveda blejski turizem na noge. Tako da seveda te podobe, simbole, podrobnosti je mogoče interpretirati na zelo različne načine. Jaz sem napisal v zvezi na podlagi impulzov slike etiških neko svojo interpretacijo, za katero pa zdaj vidim, da bi se sliko dalo razumeti tudi seveda na drugačne načine. Bom najprej prebral svojo pesem, to je tudi edina pesem v tej knjigi, zaradi tega, ker jaz ne znam pisati zgodb v prozi in sem zaradi tega prisiljen to početi na pesniški način. Dober tek. Bil je tako droban, ranljiv, nemočen. Mati ga je dojila noč in dan, da bi preživel. Zeblo ga je. Oče ga je zavijal v odeje, stran od mraza in prepiha. Bil je bolan. Leta in leta sta nad njim bedela, medlela od nespečnosti. Zaman sta pričakovala, da bo z njim manj dela, ko bo odrasel. Nikdar ni bil sin.
Navdajal ga je strašen apetit. Postal je en sam požiralni akt. Starša sta ga rotila, da naj shujša. Njegova glad pa je bila vse hujša. Edina strast, pornografija, akt. Vse, kar sta mu prinesla, je pohrustal. Bila sta tako dobra, dobra kot kruh. Zdaj ima velik fant in še večja usta. Rad lovi ljudi, še rajši jih drži stlačene na dnu zamrzovalnih skrinj, najrajši pa jih gloda do kosti. Se pravi, moja interpretacija te Etine slike je nekoliko ljudožerska, bi rekel, grenka, ironična, jedka, nekaj seveda govori, upam, tudi o družbi. In slike Eti Štih so v tem smislu izjemno povedne, zaradi tega, ker ogromno povejo o naši čustveni notranjosti, obenem o medčloveških odnosih, od topline, žrtvovanja kot v smislu Jezusa Kristusa, ki se pogosto pojavlja v teh podobah, kakor zasledimo tudi veliko bibličnih zgodb. In po drugi strani imamo neko izrazito kritiko družbene situacije, ki je očitno utemeljena na hudih socialnih razlikah in obenem na nekem nasilju oblasti, nasilju močnejših nad množico šibkejših in ranljivih. In to so zelo presudljive slike, ki najbolj govorijo tudi o beguncih, o ljudeh, ki iščejo rešitev iz svojih stisk, pa naletijo zmeraj na previsoke zidove, na ljudi z orožjem, na bogataše brez srca. In vse to so seveda podobe, ki nas nagovarjajo, ki gotovo govorijo o latinskoameriški politični in družbeni stvarnosti, seveda pa na nek način pripisujejo tudi zgodovino teh naših prostorov v 20. stoletju in nas na nek poseben, zelo živ in tudi boleč način nagovarjajo v tem trenutku, ker imam občutek, da nekatera platna Eti Štih izrazito slikajo tudi te mesece, ki jih zdaj doživljamo, kuge 21. stoletja, ki nas je seveda vse obsodila tudi na maske, na socialno razliko, na neko negotovo živčnost in seveda po drugi strani seveda tudi na solidarnost. Vse to, kar govorim, je značilno za slikarsko poetiko Eti Štih v zadnjih letih, za zadnje razstave, kar sem jih njenih videl. Seveda je pa Eti opravila zelo bogat umetniški razvoj. Jaz sem imel to srečo, da sem z njo sodeloval že pri njenem prvem umetniškem nastopu. To je bila scenografija in eksperimentalne gledališke predstave, ki smo imenovali intermedialna, se pravi, šlo je za raziskovanje odnosov med različnimi umetnostmi. Besedilo je bilo moje, sestavljeno iz zelo kratkih pesniških miniatur, naslov Spati v barvi. To smo uprizorili v mali drami Ljubljanskega narodnega gledališča daljnega leta 1975. Režiser je bil Igor Likar. Izjemno pomembna, kar najpomembnejša je bila pravzaprav glasba
Bora Turela, potem je kot igralka nastopila Olga Kacjan, kot plesalka Maja Mlečinski, sicer filozofinja, pozneje kot glasbenika Vladimir Kovačič in moj brat Jerko. In to je bil en tak čaroben trenutek naše mladosti, čiste lepote, ki se je potem seveda tudi pod pritiskom vsakašnih družbenih sprememb hitro seveda spremenila. Tako da se spomnim naslednjih kostumografij in scenografij etiških, povezanih zelo kritičnimi, ključnimi predstavami gledaliških iskanj in raziskovanj. Na začetku 80-ih let, denimo, taka je bila, denimo, na nek način šokantna scenografija postavitve Cankarjevih Hlapcev v Mestnem gledališču Ljubljanskem v obdobju, ko sta dva ključna režiserja tistega časa, Mile Korun v drami in Dušan Jovanovič v Mestnem gledališču, postavila vsak svoje gledališko videnje tega ključnega teksta. In Korunova režijska postavitev je bila bolj klasična, seveda sjajna, briljantna, Jovanovičeva pa izjemno ostra, družbeno kritična, na nek način je razgajala družbo in podobno gola, skrajno reducirana na minimum je bila tudi scenografija Eti Štih. Se spomnim, to so bili neki stopnice, ki so ponazarjale kot nek štadion, obene so služile tudi kot seveda šola, skratka vsi scenski prostori te Cankarjeve igre. Eti Štih je umetnica izjemno širokega diapazona, ki sega od ilustracij za otroke do seveda teh skrajno ambicioznih podob za odrasle, ki so zmeraj ambivalentne ali polivalentne, da se jih, kot smo videli, razumeti na sile različne načine. In seveda je umetnica si zastavila najvišje kriterije in smotre, tako kar zadeva samo njeno slikarsko-umetniško obrt, je mojstrica barv, risbe, tako da ti portreti živijo, nekatere prepoznamo kot nam bližnje ljudi po njihovih izrazih. Obenem pa seveda gre za neko iskanje umetniške, slikarske, likovne definicije našega časa in seveda, kot rečeno, to njeno slikarstvo izrazito korespondira tudi s tem bolečim trenutkom, ki ga danes vsi doživljamo in je najbrž to tudi eden izmed bistvenih razlogov, zakaj njeno slikarstvo doživlja tak uspeh. In Eti tega pač ni povedala v svoji skromnosti, zato pa je, da je prva naklada te lepe knjige že razprodana, tako da upam, da se bo založba kmalu odločila za to nates. Hvala lepa. Hvala za vse, kar si povedal. Boris ima dobro spomin, jaz se še komaj spomnim, da vse je bil pri tiste gledališki predstavi leta 75. Teatr je pa tako najboljša in najbolj kompletna umetnost od vseh. Jaz v tem ne dvomim, ker v teatru je tako vse. Tam je beseda, tam je luč, tam je gib, tam je likovni del, tam je glasba, tako da teatr vse zavzema, tako da pred teatrom
čeprav sem jaz še v Bolivijo, ne moram zbežati, ker teatr zmeri za mano hod. Ali bo to v karnevalski obliki ali pa v gledališču, ampak v ta pravem gledališču ne vem. To vam zgleda že zipke naprej, da z teatra se ne moram nekako skopati. No, jaz živim v tropskih krajih, to se pravi, tale slika je Tarzan in meni zmeri mama govorila, ja, zelena je pa najbolj grozna barva, to je pa najtežji zeleno slikati, zelena je pa zmeri kičasta, pa grozna, no zdaj pa živim v teh krajih, kjer je 12 mesecev vse zeleno in vse cveti, tako da se moram tudi včasih s to zeleno spoprijeti. Pa naslednjo. Aha, tole sta pa Kamen in Luna. Jaz ne razlagam prav rad svojih slik, no, ampak to je pač, kar je v vesolju in kar je na zemlji in v zgodbi se bo potem ta kamen sprelevil eno šljivo, tako da pisateljica je videla čisto nekaj drugega, kot je bil pa moj namen. Ta slika se pa reče Arhitekt. To sliko sem pa namaloval takrat, ko je moj moški arhitekt gradil en monument, ko ga je projektiral ta Mario Botta, ta švicarski arhitekt za nek pomemben politični zgodovinski dogodek v Santa Cruzu in so tekmovali s časom, tako da so res lahko ta ene sorte spomenikov v pravem času končali. In to je šlo noč in dan so gradili in delali, in oni delavci so koliko žvečer skozi in v bistvu sta bila tako dva stolpa in potem so delavci na enem in na drugem, zato se ni dalo turnusov organizirati, ker je bilo premalo časa, da bi se dalo organizirati več turnusov, tako da oni so kokine liste žveče, sploh niso spali, moj mož je hodil ob 3 zjutraj cigarete in da so jaz držali, so končali ob pravem času ta monument, no in meni se zdi, da se on pač tako počuti, kot ta osamljeni osebek, ki je lojtra na drugem oknu, pa da ne more z tega zbežati. Štorija boste pa videli, kakšna je v knjigi. To je pa v bistvu v Santa Cruzu prirejajo vsake 2 leti festival baročne glasbe in jaz sem večkrat naredil tudi kostime za neke opere in neke maše, ki so jih napisali tako jezuiti kot indijanci, ki niso imeli dovoljenja, da te partiture podpišejo. To so partiture, ki jih je odkril en poljski muzikolog in župnik in so potem začeli po teh partiturah tudi predstave in delati. Tako da jaz sem delal kostime, no in ta je eden od teh, ko veselo prepeva jezuitske partiture. Tole so pa 3 igralci, v bistvu taki tipični značaji, mogoče malo na Molièrja sem jaz mislil. In zgodba v knjigi je bila čisto presenečenje, ker je pisateljica bolivijska napisala, ker jih je dala v sodoben čas in jih je kot neke politične agitatorje spremenila, ker je bilo čisto presenečenje za mene. Meni je zanimivo zmeraj ljudi opazovati pa, kakšni so pa, kako se obnašajo, tako da take slike mi grejo dobro izpod rok. To je pa Dušan Jovanovič napisal na to sliko. Meja. Na sliki je kolona žensk. Stojijo pred debelimi železnimi rešetkami. V naročju držijo otročičke, v rokah nosijo cule in torbe. Na sebi imajo krinoline, ohmotane so v zimske plašče. Pred njimi za mizico sedi možakar, ki jih popisuje. Za njim so mala vrata, ki peljejo ven. Skozi rešetke vidimo pokrajino, v kateri slutimo oborožene moške. Imamo vtis, da ženske zapuščajo varen prostor in se odpravljajo v neznano negotovost. Slika je v temnih, rjavih tonih.
Obrazi žensk so spačeni. Ugibamo ali od prestanih muk, ali od strahu pred tistim, kar jih čaka, ali od obojega. Kam gredo? Nekam daleč? Daleč od doma? Bodo našle zatočišče? Bodo dobile mleko za dojenčke? Bodo našle prijazne ljudi? Ali se bodo vrnile tja, kjer jih čaka novo gorje? Slika vzbuja tesnobne občutke. Zaporniške rešetke, ogroženi moški, prtljaga, otročički, ki jih matere nosijo nekam stran iz varne hiše, sugerira svet nevarnosti, svet izgnanstva, svet begunstva. To je slika, ki govori o iztirjenem sodobnem svetu. Je aktualna, ampak je tudi pretanjeno pretresljiva. Ni zgolj politični namig. Eti štih riše iz zgroženosti in sočutja. V bistvu ta opisna zgodba, ki jo je napisal Dušan Jovanović, je opis in začetek pravzaprav ene par slik, ki so si jih pisatelji izbrali, ki so na temo migracije. Tako da lahko naslednjo pokažemo. Lejte, jaz imam tak grozen manjvrednostni kompleks že iz akademije, ne, zato ker jaz delam zmeraj to figurativno slikarstvo, kar pomeni, da kar je pač na sliki, si zmeraj mislim, da ljudje vidijo točno to, kar si jaz sem predstavljal, kadar sem to sliko namalal. No in recimo, na tole je napisala Saša Pavček eno zgodbo in zame je to pač neka lestev in neki punkli in to je to. Ampak ona je napisala zgodbo o psu, zato ker ta bel flek tlele, to je bil za njo pes. To se pravi, da pravzaprav te fleke, ki jih jaz po slikah delam, lahko povejo veliko več, kot si pa jaz mislim. In v bistvu v tem je bilo to veliko presenečenje te knjige, da to figuraliko tako konkretno, tako eno, ki se da samo na enem nivoju učitati, mislim, po moji interpretaciji izgleda, da ni tako. Recimo ta slika, ki je Boris prebral svojo pesem, tisti sliki se reče župan. Zame bo to župan, za njega bi to grozni pogoltni otrok. Tako da pravzaprav ta knjiga je za mene ena taka velika spodbuda, da lahko jaz delam figurativno malarijo in to se da na več nivojev prečitati. No, pa naslednjo. To so lestve, to je pač ta migrantska tema, vsi te zidovi, ki se stalno postavljajo med Mehiko in Ameriko, med obema Berlinoma, vsot in nekateri mislijo, da če bomo še več zidov postavili, bo pa svet še bolj varen. No, to je tudi ena taka migrantska tema, ki se me zdelo, čist simpel, da gre pač dež, ona pa čaka, kdaj bo lahko šla naprej sama. Potem boste pa prebrali zgodbo v knjigi, ki je pa nekaj popolnoma drugega, mislim. Tako jaz nočem nič naprej povedati, da pa gre so totalno presenečenje, ker so pač pisatelji napisali. Ta slika je tudi na to migrantsko temo in zanimivo je, da mislim med 103 ali koliko 100 slikami, ki so jih pisatelji dobili, so si, veliko si jih je zbrali, no, vsaj 5 to je migrantske teme, zato sem nekaj napisal, čeprav zgodba je potem popolnoma drugačna, recimo zame je to ta svet, ki je zgoraj, ki je na severu, spodaj pa ta jug, ki pritiska in hoče gor, ne vem, Afrika, Evropa, razviti svet, tretji svet in zgodba je pa o nekom, ki je padel skozi let.
Mislim, on je videl, ta pisatelj je videl tole črto kot eno površino. Če hočeš prebrati, pa že? To sem ti napisal. Pardon. Pozabil. Claudio Ferrufino Socquenquiot. Pekel 11 je slika. Včeraj sem torej hodil po zamrzlem Ontarijskem jezeru in mislil sem, da lahko poskočim, saj sem začutil, da si to želim. Sopotnica mi je to odsvetovala. Ne bodi nor, je rekla. Februar je in let ne bo zdržal. Zdaj opazujem stopala mnogih ljudi, čevlje in škornje, ene boljše, ene dražje od drugih. Iskali so me, vendar me v tej globini in pri tem mrazu nikoli ne bi našli. Obupali so. Ne vedo pa, da je tu spodaj življenje, čeprav ga pokriva toliko ledenih kristalov. Seveda sem ostal brez glasu in sposobnosti gibanja. Nisem pa izgubil oči. Sprva sem mislil, da bo izguba časovnega okvira prava tragedija v mojem življenju. Vendar ni več tako. Ne morem z gotovostjo trditi, ali je bilo včeraj ali pa pred leti, ko sem padel in na to opazoval Fernando, kako se v obupu sklanja nad luknjo. Tu in tam vidim starko, po svetlobi sklepam, da se je začela pomlad, ki polaga cvetje na kraj, kjer sem padel. Spominja me na čarovnico iz pravljice o Sneguljčici. Pa če bi vedel, koliko dni je preteklo, bi rekel, da sem videl veliko. Ne štejem več, odkar ne spim in z negibnimi vekami opazujem svet tam zgoraj. Sprašujem se, kje so prsti, da bi štel, saj vse kaže, da sem v resnici le še večni pogled usmerjen v svet, ki ga ni več. Povsem preprosto, a čudno. Ni bremena. No, jaz ko pripovedujem, kaj sem jaz v slikah si mislil, vi boste pa potem, ko te knjigo brali, mi je pač to pisateljsko verzijo. To je ena slika, ki predstavlja pravzaprav te revne ljudi v Latinski Ameriki, ki zavzamejo teritorij in potem naredijo, kako bi človek rekel, neko zaklonišče iz plave plastike in postavijo 4 palce in to je pa začetek njihove hiše in potem tam stanujejo in živijo in imajo ne elektrike, ne vode in nič in potem počas začnejo pritiskati, ne jim dajo elektriko, ne jim dajo vodo in potem nastajajo nova naselja in tako rastejo ta ogromna mesta v Latinski Ameriki. Zato, ker če bi prišli na neko parcelo, ker že vse to urejeno, potem je to nemogoče, da bi lahko ljudje tako plačali. Tako da v bistvu je zadeva čisto okrog obrnjena. Naslednjo. To je pa ena zelo velika zadeva, ki je dolga 8 metrov po mojem, in to je taka stenska malarija v neki kozmetični trgovini, kjer prodajo vse te parfume in te kreme za večno mladost in tako. In pa sem jaz naredil ta proces tega, kako se pač šminkamo, kako hodimo v frizerju, kako se gledamo, kako smo zmeraj lepše in lepše. In potem na koncu sem pa naredil seveda to črno, temno figuro, ki je nekako nas spominja, da pravzaprav vse te kreme in vse te zadeve nam pomagajo prav dosti, zato ker smrtnost tako zmeri vse čaka. In potem je ta lastnica te trgovine rekla, da to pa ne gre, da take malarije pa ne bom njeni štacuni. In pa seveda tudi hotela plačati za to. Dokler ni prišel nek francoski predstavnik, ne vem, kjer je firme, ne vem, kjer je parfem, ne vem, prodajal in je prišel meni in rekel, ja, pa super, pa to je pa krasno, da imate tako sliko in potem je pa Francoz rekel, da ja,
Pa je pa rekla, ker je ta slika potem tudi postavila tam v tej šticuni. No, tole se je pa Drago Jančar zbral, tole sliko in v bistvu, da jaz stojim svojo verzijo, to je v bistvu en splav je v Boliviji in v večini južnoameriških držav strogo prepovedan, tako da ženske grejo v zapor, zdravniki grejo v zapor zaradi tega in to je bila ta varianta, to je črna vreča za smeti, ker si lahko predstavljamo, kaj je noter odvrženo nekje na obrobju. No, to je pa ena slika, ki se imenuje Na plaži in to sem tudi namala po nekem naročilu, ker je bilo za nek tak center, tudi da bi bili vsi večno mladi in te, kaj so te fitness, te zadeve, no, in take sorte center in potem jim tudi ni bilo prav, zato ker se jim je zdelo, da sta te dva, ki tle sedita na plaži, prestara, da nista v redu, tako da to naročilo tudi ni šlo skozi, ampak seveda pol je slika tudi najdla svojega lastnika, tako da vsaka slika svojo mesta najde pravzaprav, no, tako da če en ni zadovoljen, je pa pač lahko drugom všeč, tako da človek nikoli zastojno mala. Še govorim. Aha, no to je pa Eva, to je pa tako malo feministična slika, zato ker mogoče so pa Adama iz Eve naredili, mogoče so pa Evi rebra vzeli, da so Adama naredili, tako da ta je okoli obrnjena varianta. To je pa, temu se pa reče radio plurimulti, ker v Boliviji je ta predsednik Evo Morales, ki je zdaj 14 let predsednik, je uvedel pravzaprav, da je v Boliviji, če se prav spomnim, 32 različnih nacij. In teh 32 različnih nacij ima tudi vsaka svoj jezik, kar pomeni, da smo živeli v enem velikem Babilonu, pravzaprav v cajt in se nismo mogli med sabo prav dobro sporazumeti, zato ker španščina je bila kolonialni jezik in španščino pravzaprav bi bilo treba nekako ukiniti in uvesti pač te jezike, ki so se včasih govorili, preden so španjolci tja prišli. Naslednja. No, to je pa taka, tudi tipična taka latinsko-ameriška scena, to je ta poblajhana gospa in njena indijanska služkinja in v glavnem tako je gospa zgledi bolj avtoritarna služkinja Boga, čeprav boste videli zgodba, ki je pa napisana, je pa čist nekaj drugega. Pa naslednjo. To sliko sem prenamal, ker je moj prijatelj slikar naredil eno sliko, kjer je bil en gol Kristus. In potem je ta človek imel, so ga tako preganjali, po cesti so za njim hodili, pili so na njega, gospe so ga z marjelami hotele pretepati, sliko so hotele razrezati v galeriji, tako da je bil strahotni škandal, ker je pač ta Bog Kristus tam namalan na križu in pa sem pa jaz tako v njegovo čast naredil tole cenzuro, kakor se tej sliki reče. Zapati. To je pa napisal Ramon Roja Monroy, slika je pa okosteneli zadrgnjenci. Da ne vem, je to naslov slike? Ne. Aja, ne, naslov slike je Zadnji. Naslov zgodbe je pa okosteneli zadrgnjenci. To sem prebral v delu Joseja Lezama Lime in ne poznam boljšega opisa gospodskih kravatarjev, ki se oblačijo do okolja neprimerno. Okosteneli zadrgnjenci. Kravate obstajajo komaj 3 stoletja in izvirajo z zahoda. So dodatek, ki ga morebiti udobno nosijo na severu Evrope ali v hladnih deželah, ne pa v dolinah in še manj na vzhodu naše države. Tako sem na sedežu vlade zažgal približno 100 kravat. Vse, kar sem jih kdaj nosil. Škoda, da tega ne storijo tudi drugi.
To je bila pa ena serija slik, ki sem jih namalal, v bistvu, ker so eni prijatelji, ki so bili glasbeniki, so posneli na ploščo, na blues je bila muzika, ne? Tako da vse slike so bile v bistvu plave, to je tudi velik format, recimo 3 metre pa pol velika slika, in razstava je bila pa tako, da ste bilo pač 15 komadov na tej plošči in je bilo 15 velikih slik in ti si prišel na razstavo, si se usedel, si dal slušalke na glavo, pred vsako sliko pritisnil na knof in poslušal temo tega bluza, ki sem ga jaz pač namalal. No in ta je ena od teh tem, kjer je tekst govoril, da so v bistvu na šverc kockali in se karte igrali, potem je prišla policija in so vsi skrili v eno sobo in dokler ta racija ni bila mimo, so bili pač vsi skriti tako za špionira skozi ključavnico, da je policaje šli. To je bila tema in to so bile vse slike pravzaprav na muzikalno temo narejene. Naslednjo. Aha, to je pa ta spet svetopisemski motiv, ne, mislim, meni velikrat mi po glavu hodijo tele biblijske teme, zato ker biblijske teme se pravzaprav ponavljajo še bolj iz stare zaveze, kakor iz nove. Mi smo isti grešniki, kot smo bili pred tisočletji, prav veliko se nismo naučili, pa tudi veliko bolj moralno in etično se ne obnašamo. Tako da pravzaprav to, kar nam Sveto pismo propoveduje, se ponavlja stalno in mene te teme zelo zanimajo. No in to sliko sem namalal enkrat v Nemčiji, zmagal sem na tečaju za tak Hungertuch, ker je na sorte prt, s katerim se oltarje pokriva v postnem času. In to je pač del te kompozicije, no, te dve ribe in štorja, ki je pa napisal Roman Rozina, je pa tako zabavna. Tam je bila prva zgodba, ki je prišla slovenska, jer je bila od Romane Rozine na tole temo teh rib. Pa ti. Ja, taj pa zadnja. Originalni naslov je Govor. In tudi Oskar Barberi, ki je napisal, je tudi dal naslov Govor. Govor. Nepozabni mandat. Fant, kakšno poročilo. Popolno. Redko doživiš kaj takega. Ni mu enakega. Kako dobro. Kakšen vodja. Genij. Tako se govori. A neverjetno ganil me je. Vzor prihodnjim rodovom. Večno se ga bomo spominjali. Medtem, ko poteka njegov govor na papirju, pomislim, da bi ga morali uporabiti v bolj praktičen namen. No tako, to je zdaj bilo. Janez, najlepša hvala. Boris, najlepša hvala. Najlepša hvala Bledu, vam vsem, Andreji, vsem, ki ste to pomagali organizirati. Škoda, da nas ne more biti več, upajmo, da bo virus čim prej crknil, da se bomo lahko bolj veselo družili. Hvala lepa, upam, da vam je bilo dolg čas. Hvala. Vabim na oder direktorja Zavoda za kulturo Bled Matjaža Završnika, da mogoče skupaj zdaj predstavita prihajajočo novo stvar.
Dobro večer, sem skupaj. Tole priložnost bi jaz izkoristil za napoved enega dogodka v mesecu novembru, za katerega pa iskreno upam, da bo še veliko novembrov v nadaljevanju trajal. In sicer stvar sledeča. Ko so tu sami opazili, kolon nagrad ni in zaradi tega tudi z gradu, nažalost v letošnjem letu ni bilo podpore, predvsem finančne, v smislu podpore kulturi in kulturni prireditev na Bledu, zaradi tega je bil precej dolg čas. Ampak vseeno, mi na zavodu smo rekli, ok, če že nimamo sredstv, če ne moramo letos ustvariti tistega, kar smo v preteklih letih in kar upamo tudi v bodoče, v investiciji peljati in tako naprej, pa dajmo izkoristiti ta čas in razmišljati o tem, kaj v programskem smislu dati novega, tako še morda letos, kot pa tudi v bodoče. No in ena od idej se je porodila za mesec november. Veste, da nas je letošnje leto zapustila gospa Melita Vovk in smo rekli, saj dajmo počastiti v gradu v tej galeriji njo in njeno delo za eno razstavo. Potem pa bolj, ko se je razmišljalo, se je prišlo do tega, da se v tistih 13-14 pozicij v tem majhnem prostoru absolutno ne da v bistvu prikazati vsega, kar je ona v svojem življenju ustvarila. Zato so dekleta predvsem prišle na idejo, da bi bilo njeno delo predstavljeno na širšem področju Bleda, na več lokacij, kjer bi se praktično na različnih mestih, različni segmenti iz njenega opusa predstavili in da bi ta zadeva v letošnjem letu potegala prvič in bi bila predstavljena ona. V nadaljevanju bomo namen praktično vsako leto novembra predstaviti enega drugega Bledca, ki je izstopal, ali Blejko, pardon, čeprav... Ne so Bledci. Ne, ti govoriš na fanta, ne. No, tako da bi praktično vsak november v vsakem letu bil posvečen na tak način nekomu, ki je bil izjemno uspešen, rečemo, v svojem delu, pri svojem ustvarjanju in tako naprej. Tole se pravim, toliko imam jaz zapovedati, v tem smislu se vede vse sodelavke moje na zavodu in pa Eti so to zadevo skrile skupaj in iz te ideje, kako v majhni galeriji predstaviti Melito, je zrasla ta ideja, kako jo predstaviti širše in potem iz tega je zrasla tudi potem, kako v nadaljevanju predstavljati tudi ostale pomembne ustvarjalce iz Bleda. O vseh teh zadevah boste obveščeni tako drugače, vabim vas, da spremljate in internetne strani in ravno tako bojo seveda tukaj obvestila o vseh teh dogodkih v teh blejskih lokalnih medijih in tako naprej, tako da jaz upam, da se jih boste vsi skupaj udeleževali. Nažalost smo omejeni, tudi danes verjetno bi bilo tukaj veliko več ljudi kot 50, kakor je NIJZ dovolil, ampak vseeno bo pa frekvenca večja. Hvala lepa, da ste dovolili, da to povem.